Sem mislil, ko je predvčeraj predsednik vlade ponudil roko glede trdih goriv, da danes pravzaprav ne bomo imeli o čem razpravljati, a sem se še kako zmotil. Kolegi so ponudili res precej materiala za razpravo, ki se sicer samega energetskega zakona dotikajo v res malem deležu, to je v 22. členu, 174. in 176. člen, ki se na to navezuje, pa vztrajno preslišijo, ampak tudi tega smo že navajeni. Trenutno vgrajenih 430 tisoč kurilnih naprav na trda goriva se zakon ne dotika, še več, za vse te so namenjene rekordne subvencije. Za posodobitev na čistejši tip izgorevanja trdih goriv skoraj 200 milijonov je tega. V vaši vladi to niste spodbujali v taki meri, mimogrede je tudi to še en primer izmed vaših manipulacij, ki ne drži. Očitate nam, da namenimo premalo spodbud za prehod na čistejše izgorevanje, je pa prav ta vlada namenila rekordno visoka sredstva za spodbude, torej 195 milijonov evrov. Če to ni demagoško, če to ni populizem, bom rekel celo ceneni populizem, potem ne vem, kaj je. Glejte, pa na koncu sploh se več o drvih ne pogovarjamo. Jaz ne vem, kaj sploh imate še energijo o teh drvih se pogovarjati, ko nobenem nič ne jemljemo. Dajmo nehati s temi drvi, no. Pa vendar bi omenil, da je ravno včeraj vlada dodatno sprejela 80 milijonov evrov za subvencije za zamenjavo peči, torej tako za trda goriva kot za druge vrste ogrevanja, da je vlada 4-kratno povečala ta sredstva, kar je že državna sekretarka omenila, ravno za to področje. In po drugi strani pa bi vseeno tudi omenil, da če smo že imeli toliko povedati o biomasi in o kurjenju na drva, mogoče ste pa v zadnjem tednu tudi spremljali dnevna obvestila Arsa, kaj se dogaja z ozračjem v naših mestih, v mnogih mestih v Sloveniji, zdaj v tem zimskem času, ko je toplotna inverzija, in opozorila Arso glede čistega zraka. In naj tu povem, da nikoli in nikdar ni ta vlada omejevala rabo lesa, drv ali pa lesne biomase. Mi se zavedamo svojega potenciala in seveda ga je treba izkoristiti. Problem so pa stare kurilne naprave, ki so okoljsko škodljivejše in tudi škodljive zdravju. In ravno zato imamo ekosklad, ki stremi k temu, da si lahko ljudje te naprave posodobijo, tako da bomo lahko v bistvu svoje naravno bogastvo, ki je les, še naprej izkoriščali, ampak na čim manj okoljsko in zdravju škodljiv način. Seveda ne sme biti zeleni prehod luksuz in zato so spodbude, da ljudem pomagamo, da si moderne tehnologije uspejo urediti. Zdravje in kakovost zraka, trdi delci, prašni delci, o tem se veliko govori in imamo okolja, v katerih je tudi povečana zaznava bolezni na račun tega jasna. Mnenja zdravniške stroke so zelo jasna. Treba je zmanjšati število delcev v zraku na mikrolokacijah in tam je dopuščena, bila možnost občinam, razgledanim svetnikom, da se seveda preusmerijo recimo tudi na sončne elektrarne. Pohvala ministrstvu, ker je uspelo v zadnjih 2 letih postaviti, sofinancirati in umestiti večje število sončnih elektrarn, kot smo jih prej zmogli v 10-15 letih.